Najprej lep pozdrav vsem, hvala, da ste se pridružili tej predstavitvi. Hvala Martinu za predstavitev. Torej, kot je že Martin povedal, je v bistvu področje mojega raziskovanja politična ekologija. In ko sem jaz kot magistrica biologije začela to študirati, sem pravzaprav pričakovala, da bo to polovica politologije oziroma še manj in zelo veliko ekologije. Kot se je pa izkazalo, je to mogoče 95% sociologije in politologije in mogoče 5% ekologije. Tako da, čeprav v bistvu ne bo glih to, kar mogoče pričakujete na bioloških večerih, pa je mogoče to ena priložnost, da tudi sami začnete kaj raziskovati v tej smeri in dopolnite to področje z malo več ekološkega in biološkega znanja. Torej, kot rečeno, vam bom predstavila en del iz mojega doktorata, in sicer naslov današnjega predavanja bo Psihološki učinki okoljskih sprememb, vpliv pomanjkanja vode na mentalno zdravje. Samo da jaz vidim, kako lahko zdaj to... takle, okej. Torej, vsi se zavedamo, da se okolje in okoljske vire pretirano izkorišča in da ima to številne tragične posledice tako za naravo kot za ljudi. Torej, pač glede na to, da ste biologi, verjetno zelo dobro poznate posledice teh škodljivih pač pretirane izkoriščanja virov za naravo, zdaj pa se bom posvetila predvsem posledicam, ki jih ima to za ljudi. Namreč ena izmed najpogostejših posledic pretiranja izkoriščanja okolja je onesnaženje vodnih virov in pomanjkanje dostopa do pitne vode. Kljub temu, da sta Generalna skupščina Organizacije združenih narodov in njen svet za človekove pravice že leta 2010 priznala dostop do pitne vode in varnih sanitarij za osnovno človekovo pravico, se je izkazalo, da je to vse prej kot lahko zagotoviti. Največjo oviro za to predstavlja predvsem v državah z nižjim bruto domačim proizvodom pomanjkanje državnih investicij v vodno infrastrukturo in kanalizacijo, predvsem pa prioritiziranje urbanih elit za dostop do varne vode, za vodno infrastrukturo in tako dalje. In zato danes kar 2,2 milijardi ljudi živi brez dostopa do pitne vode. Do leta 2050 pa se bo delež svetovne populacije brez dostopa do pitne vode bo dosegel 40% ljudi. Za razliko od splošnega prepričanja in od tega, kar nam pravzaprav govorijo številne vlade, dostop do vode ni odvisen zgolj od fizičnih danosti, torej od padavin na nekem področju pa od njegove geografske lege, temveč predvsem od sociopolitičnih procesov in političnih in ekonomsko motiviranih odločitev, ki ustvarjajo neenakomerno porazdelitev vode med različne države, regije in skupine ljudi. Povedano drugače, vzrok za to, da takšen delež ljudi na svetu trenutno nima dostopa do zadostne količine pitne vode, niso geografske razmere na teh območjih, kjer živijo, ampak predvsem neustrezne politike. Različni akterji v posameznih porečjih imajo namreč neenakomerno razporejeno moč za uresničevanje svojih pogledov na to, kako naj bojo vodni viri uporabljeni in tudi na to, kakšna je njihova vloga in vrednost. Se pravi, če pač pogledamo neko porečje in imamo noter različne akterje, eni akterji so majhni kmeti, drugi so pa recimo korporacije, bo za nekega majhnega kmeta vodni vir in recimo reka predstavljal ne samo njegov glavni vir preživetja, ampak ima tudi veliko estetsko vrednost, ima družbeno povezovalno vrednost, ima tudi v bistvu vlogo pri številnih verskih obredih in družbenih dejavnostih, in rečni režimi v bistvu krojijo vso njihovo življenje. Medtem ko za neko korporacijo, ki izkorišča isti vodni vir, to pomeni, v bistvu ta vodni vir, pomeni predvsem nek vir dobička in vse odločitve sklepajo na podlagi tega, koliko dobička bo ta vodni vir lahko prinesel. Ker imajo korporacije večjo politično in ekonomsko moč kot recimo kmetje, lahko svoje interese tudi lažje udejanjijo, pogosto na račun drugih uporabnikov vode. In zelo pogosto se to dogaja v
geografskih območjih, ki so poseljena z kakšnimi verskimi ali etničnimi manjšinami, pa tudi pač prvotni prebivalci določenih območij. Da ponazorim zdaj, kar sem v bistvu povedala, z dvema slikama. Verjetno levo vsi poznate. To je hidrološki cikel, ki uprizarja kroženje vode v naravi preko različnih agregatnih stanj. No, slika na levi pa v bistvu predstavlja realno kroženje vode v svetu, ki ne teče prosto pot proti morjem in oceanom, ampak njen tok predvsem usmerjajo kapitalski interesi, ki so na tej sliki pač uprizarjeni z tem dolarskim znakom. Torej, ta otežen dostop do vode ima za prebivalce prizadetih območij zelo velik učinek na vsa področja njihovega življenja. In številni raziskovalci, predvsem recimo v Kanadi, v Avstraliji, tudi v Indiji, so že dokazali, da spremembe v domačem okolju zelo vplivajo na psihološko stanje ljudi in povečajo možnost za razvoj psiholoških motenj. Tudi v Indiji je recimo bil, pa tudi v Avstraliji pravzaprav je bila dokazana zelo velika povezava med številom samomorov in sušnimi obdobji. Mentalno zdravje je integralen, a zelo zapostavljen del zdravja in vpliv dostopa do vode na mentalno zdravje je zaenkrat zelo malo raziskano področje. Večina marginaliziranih uporabnikov vode živi v državah z nižjim BDP, za katere so žal značilni tudi nižji vložki v skrb za duševno zdravje. In ocenjuje se, da med 75 in 85% ljudi z resnimi psihološkimi motnjami v teh območjih nima dostopa do ustreznih zdravstvenih storitev. Na podlagi vseh teh dejstev, ki sem jih zdaj predstavila, sem oblikovala raziskovalno vprašanje, čeprav pravzaprav, ko sem jaz začela delati doktorsko nalogo, nisem pričakovala, da bo mentalno zdravje sploh en izmed tem mojega doktorata. Namreč moj glavni namen, ko sem začela raziskovati, je bil, da naredim presojo socialnih vplivov na nekem zelo degradiranem območju. Ko pa sem se pogovarjala z ljudmi v tem okolju, je postalo zelo hitro jasno, da so psihološki učinki tako drastičnih sprememb v okolju zelo hudi in skupni vsem sogovornikom. In tako smo potem oblikovali enega izmed teh raziskovalnih vprašanj, ki je bilo, kako spremembe hidrosocialnih teritorijev vplivajo na mentalno zdravje teh pač ljudi na teh območjih. Zdaj pa, da vam predstavim področje mojega raziskovanja. Moja raziskava je bila opravljena v okolici Jurmskega jezera, ki leži, kot lahko vidite na zemljevidu na desni, na skrajnem severozahodu Irana, čisto zraven meje z Irakom in Turčijo. In to je bilo nekoč eno izmed v bistvu največje jezero na Bližnjem vzhodu in eno izmed največjih sanjih jezer na svetu. Žal se pa v zadnjih letih zelo hitro krči in na sliki lahko vidimo z sivo barvo obris tega oziroma površino tega jezera v letu 1995, s črno pa površino tega jezera leta 2015, ko sem začela v bistvu terensko delati tam. Tukaj se morda boljše vidi, kako hitro se je v bistvu krčilo to jezero. Zgodba tega jezera je pravzaprav zelo podobna Aralskemu jezeru, katerega verjetno pač zgodbo že poznate. In tako kot tam so glavni razlogi za to krčenje pretirana poraba vodnih virov za namakanje kmetijskih površin, rast prebivalstva, pa tudi intenzivna urbanizacija tega območja. Iran je namreč od 60 let prejšnjega stoletja dalje, v času zelene revolucije, takrat pač še pod vladavino Reze Šaha, prevzel zahodni model intenzivne kmetijske modernizacije. In kljub temu, da je bil v bistvu, da je to zelo suho območje, je začel graditi številne jezove in preusmerjati rečne tokove, da bi ozelenili puščavo in povečali prihodke iz kmetijstva. Ker je območje Urmskega jezera eno izmed bolj bogatih z vodnimi viri v primerjavi z ostalimi deli Irana, je Urmsko porečje
predstavljalo zelo pomemben del te kmetijske modernizacije in reke, ki sicer napajajo Urmijsko jezero, to sem pozabila reči, je endorečno slano jezero, se pravi, da nima nobenega iztoka. Voda, ki pride noter, ostane noter in pač izhlapi. Maja, se opravičujem, čisto malo počasneje me opozarjajo kolegi iz italijanske strani, tako da. Ok, ja, se opravičujem. Reke na tem, ki bi morale napajati to endorečno slano jezero, so zajezili in njihov tok preusmerili tako, da je irigiral v bistvu pač te številne kmetijske površine. In kljub temu, da je današnje stanje jezera zelo, zelo slabo in da je bila to celo ena izmed prioritet vsake zadnje vlade v Iranu zdaj, da se bo to jezero regeneriralo, v bistvu kmetijske površine še kar naraščajo in poraba vode še kar narašča. V jezeru seveda zato ne doteka dovolj vode, da bi se vzdrževalo ta pomemben ekosistem, ki je sicer pač zaradi svojih mokrišč, ki jih ima, predvsem na južni strani jezera. Je to v bistvu jezero zaščiteno z Ramsarsko konvencijo in tudi je pod UNESCO-m. Zelo pomemben habitat je to jezero predstavljalo za ptice, recimo za pelikane in flaminge, čeprav zdaj je seveda vsi ti habitati, ves ta ekosistem začel propadati. Največja težava, s katerimi se zdaj soočajo prebivalci okoli jezera, je v bistvu nižanje in salinizacija podtalnice in pa slane nevihte. Namreč ta ogromen del jezerskega dna, ki je bil prej prekrit z vodo, je zdaj izpostavljen vetrni eroziji. In veter nosi delce peska, prahu, soli in v bistvu, ki so pomešani s kmetijskimi kemikalijami in so se prej usedala skozi leta in leta na jezerska tla in zdaj veter nosi v okolico jezera in to na desetine kilometrov daleč. In to predstavlja ogromen problem za živali, rastline in ljudi. In ljudje, ki v bistvu živijo in so izpostavljeni tem vetru, mislim, to ima zelo hude posledice za njihov respiratorni sistem. Namreč ljudje so lahko tisočletja živeli z peščenimi nevihtami, recimo, ker pač pesek ni škodljiv. Recimo pri ljudstvih v območju Sahare in tako dalje, če pa vdihuješ sol in kemikalije, pa ima to zelo slabe posledice za zdravje. Da vam pokažem na konkretnih primerih, kako v bistvu to jezero danes izgleda. To je ena izmed slik, ki sem jih slikala leta 2016, ko sem bila tam. In to je bilo nekoč prekrito z vodo. Globina jezera je bila 16 metrov, danes pa je v bistvu bolj kot na Solužice, kar je ostalo. Vso to v bistvu jezersko dno je prekrito s peskom in soljo. Takle so še taki marshes slani. Pod jezerskim dnom so v bistvu metri in metri teh nanosov soli in kmetijskih kemikalij. Tukaj je še en del na jugu, kjer je še nekoliko rastja, tako da lahko vidite, kako izgledajo ti ekosistemi oziroma kako so tudi nekoč izgledali. In da vam pokažem še primerjavo, to je slika, ki jo je moj prevajalec našel v reviji, ki je vabila turiste k Urmijskim jezeru v 80-ih letih prejšnjega stoletja. In ko smo šli mi tja in obiskali ta kraj, je izgledalo takole. Tako da vidite v bistvu, kak je res drastična sprememba tega ekosistema. Za ta del mojega doktorata smo pač metode, ki smo se jih poslužili, je bilo 96 semistrukturiranih intervjujev z lokalnimi kmeti, ki smo jih dopolnili s 3 intervjuji z eksperti in 3 intervjuji s ključnimi uradniki, pooblaščenimi za upravljanje z vodnimi viri v Urmijskem porečju.
To smo potem kodirali in analizirali. In glede na podatke sta presušitev Urmiskega jezera in vedno težji dostop do vode za majhne kmete zelo vplivala na njihovo mentalno zdravje. Identificirali smo 4 glavne poti, kako pomanjkanje vode vpliva na mentalno zdravje ljudi, in sicer preko degradacije okolja, finančnih pritiskov, fizičnega zdravja in družbenih sprememb. Vse to pa se ne dogaja kar direktno, ampak se dogaja preko procesa, ki ga imenujemo governmentalizacija hidrosocialnih okolij. In to v praksi pomeni, da določeni vladni akterji preko določenih mehanizmov izključijo skupine uporabnikov vode iz upravljanja z vodnimi viri ter jim otežijo oziroma v nekaterih primerih onemogočijo dostop do vodnih virov. Tu ne bom šla preveč v podrobnosti, ker je pač preveč teorije za namen tega predavanja, ampak da vam dam en enostaven primer, konkreten, kako se to zgodi. Torej, predstavljajte si recimo eno vas, kjer je glavni vir vode za ljudi voda iz privatnih vodnjakov. To vodo uporabljajo na ta način že stoletja, se pravi pač vodnjaki so že stoletja njihov glavni vir vode, ki jo uporabljajo za pitje, za gospodinjske namene, za namakanje kmetijskih površin, saj so to recimo pač kmetje, ki so finančno odvisni od prodaje kmetijskih pridelkov. Naenkrat pa se zgodi, da pride v veljavo nek zakon, po katerem podtalnica ni več lastnika vodnjaka, ampak postane to v bistvu državna lastnina. Po tem zakonu morajo vsi ljudje, ki imajo privatne vodnjake, te vodnjake registrirati, dobiti zanje ustrezna dovoljenja in dobijo tudi odlog, koliko vode lahko iz teh vodnjakov načrpajo in koliko morajo za to vodo plačati. To seveda močno vpliva na te uporabnike, saj predstavlja nek nov strošek, predvsem pa je to problematično v primerih, ko gre za območja, ki jih poseljujejo etnične manjšine, ki pogosto ne govorijo uradnega jezika, nimajo dostopa do teh birokratskih procesov oziroma so v bistvu iz njih izključena. Zelo pogosto se zgodi, da so v bistvu to prebivalci, ki niso priznani državljani te države, torej pač nimajo sploh dostopa do birokratskih procesov, nimajo tudi certifikatov o lastništvu zemlje, čeprav je to tradicionalno zemlja, ki so jo njihovi predniki obdelovali in pač naseljevali. In naenkrat so v položaju, da so povsem razlaščeni, da njihove tradicionalne prakse postanejo nelegalne in da jim grozijo sankcije. In točno to se je zgodilo tudi v primeru, ki sem ga jaz pač raziskovala. To področje okoli Urmiskega jezera je namreč poseljeno s Kurdi in z Azeri, ki sta 2 etnični skupini v Iranu. In ta proces governmentalizacije ima potem preko poti, ki jih bom zdaj naštela, v bistvu zelo hude posledice za mentalno zdravje ljudi. Se pravi, prva pot, preko katerega v bistvu pač posredno pomanjkanje vode vpliva na mentalno zdravje, je degradacija okolja. Okoljska degradacija. Namreč ljudje so psihološko zelo močno povezani s svojim okoljem. Degradacija domačega okolja zato ne pomeni le, da ti ljudje izgubijo ekosistem, ampak tudi, da izgubijo del identitete. Namreč predvsem ljudje, ki se preživljajo z dejavnostmi vezanimi na okolje, kot so recimo kmetje in ribiči, to v bistvu pač jemljejo kot del sebe. In kadar se to okolje degradira, se izzovejo občutki potrtosti, depresije, jeze, žalosti in zaskrbljenosti. Pogosto so ljudje, ki smo jih intervjuvali, govorili tudi o izogibalnih vedenjih, kot je na primer preživljanje več časa v hiši in zastiranje zaves, da ne bi gledali izsušene pokrajine. Govorili so tudi o občutku, ki so ga raziskovalci poimenovali solastalgija, ki pomeni, da ima človek domotožje, čeprav ostane na istem kraju.
Se pravi, da v bistvu ta sprememba okolja, sprememba nečesa, kar mu je bilo domače, kar je nudilo uteho, pravzaprav izzove neke občutke domotožja, ne prepozna več tega kraja. Zdaj si lahko preberete en izmed citatov od ene ženske, ki smo jo intervjuvali. In pač prav o teh občutkih brezupa in žalosti so pravzaprav govorili prav vsi, ki smo jih intervjuvali. Na tej sliki se tudi vidi, pač kako intenzivna je ta degradacija. To sliko sem posnela septembra in to je bilo v bistvu polje od te sogovornice. In pač pravila je, da tu bi mogla vsako leto pač v tem času ravno pobirati pridelke. Zdaj pa pač, kot vidite, je povsem suho, ničesar se ne da pridelovati na tem območju, tudi drevesa so se začela sušiti. Zdaj, naslednja pot so socialne spremembe. V tem okolju je zaradi teh okoljskih sprememb prišlo do zelo velike stopnje emigracije. V vaseh, ki so prej imele več tisoč prebivalcev, je pogosto ostalo poseljenih samo ena ali pa pač le par hiš v bistvu. Namreč vsi, ki so lahko, vsi, ki so imeli neko socialno mrežo v mestu, so šli tja, so si poiskali delo drugje. To pa je seveda pomenilo tudi velika izguba storitev za prebivalce, ki so ostali. Recimo šole so se zaprli so se zdravstveni centri, kar je zelo zaskrbljujoče za te ljudi, zaprle so se trgovine in naenkrat morajo hoditi veliko dlje po osnovne dobrine. Obenem pa je to pomenilo tudi izgubo socialne mreže. Prebivalci, ki so ostali, so bili zelo pogosto v konfliktih za zelo omejene vodne vire in to je povzročilo občutke osamljenosti, socialne izolacije, jeze, skrbi, kroničnega psihološkega stresa in depresivnih motenj. Zdaj ponovno sem dala en citat od ene ženske, ki smo jo tudi intervjuvali, da si lahko še to preberete. In mogoče ta citat tudi ponazarja, če se spomnimo na začetek, ko sem rekla, da ima za kmete voda v bistvu tudi zelo veliko socialno povezovalno funkcijo. Je tudi to pač kmetijska opravila povezana z vodo, so v bistvu en integralni del nekih socialnih interakcij v tem okolju. Seveda je to tudi svet, ki je v bistvu islamski, in v muslimanski kulturi ima voda zelo močno vlogo pri verskih ritualih, kar simbolizira očiščenje in pač so v bistvu ti verski rituali in verski obredi so vedno pred molitvijo povezani z vodo. Tako da izguba vode v bistvu res vpliva na prav vsa področja življenja teh ljudi. Potem naslednja pot so finančni pritiski. Finančne izgube namreč zaradi znižanja količine in slabše kakovosti vode ter slanih neviht so zelo velike za te ljudi. Preko izgube letine, izgube živine in povečanim zadolževanjem. Poleg tega pa je bilo to Urmisko jezero nekoč zelo znana turistična točka v Iranu. Namreč ljudje so verjeli oziroma še verjamejo, da je blato iz tega jezera zelo zdravo, predvsem da v bistvu zdravi bolezni kože in artritis in so se zato hodili kopati v to jezero in tam preživljati počitnice. Zdaj pa seveda v bistvu ta turistična industrija, ki je prej bila en pomemben del
poletnega dohodka za ljudi, ki so oddajali bungalove, hotele, ki so imeli pač, trgovine namenjene turistom, ki so izposojali čolne in tako dalje, so izgubili ta del dohodka. Obenem pa je bilo tudi tukaj zelo veliko ribogojništva, ki je seveda sedaj propadlo. Tudi finančne izgube so vodile v kronični psihološki stres, povečale so možnosti za razvoj anksioznih in depresivnih motenj, ljudje se spopadajo z občutki nemoči, imajo slabo samopodobo, trpijo socialno izolacijo. Ljudje pa so govorili tudi o številnih sporih znotraj družin, ki so povezani z denarjem. Tukaj vidimo na sliki v bistvu eno te propadle bungalove in to je bilo pač nekoč neko turistično naselje, ki je zdaj seveda takrat, ko je zmanjkalo vode, povsem propadlo. Tu sem še dala sliko enega mostu in v bistvu prazne rečne struge. Zadnja pot, ki je pa pravzaprav tudi zelo pomembna, sem jo že prej malo omenila, je pa vpliv na fizično zdravje. Namreč pomanjkanje varne pitne vode in slane nevihte so največja grožnja zdravju v tem območju. Ljudje so govorili o povečani incidenci več vrst rakavih obolenj, o boleznih ledvic, boleznih dihal in boleznih oči. Žal pa v tem območju pravzaprav ni narejeno še nobene medicinske študije v bistvu o učinkih in tudi, ko sem spraševala ljudi o tem, so se kar malo bali, so rekli, da je pač to zelo politična tema, da se ne smem kaj preveč dotikati, vendar pa v bistvu podatki iz Aralskega jezera kažejo na zelo hude zdravstvene težave lokalne populacije, kar bo seveda slej ko prej razvidno tudi v Urmijskem porečju. Namreč v Aralskem jezeru je v bistvu pričakovana življenjska doba ljudi padla iz 64 na samo 51 let. Porast in v bistvu tam še zdaj, tudi čeprav se je že malo, eni deli jezera se že restaurirajo, so še vedno pravzaprav v tistem delu vodilni po številu rakavih obolenj v bivši Sovjetski zvezi. 98 ljudi ima anemijo, zelo veliko je respiratornih obolenj in tako dalje. In vse to se bo pokazalo tudi pri prebivalcih Urmijskega jezera. To pa ima seveda tudi zelo hude psihološke učinke. In tu sem dala še za zaključek en citat enega moškega, katerega žena je bolana in ki se tudi sam spopada z respiratornimi boleznimi. Povedal je tudi, da številni ljudje trpijo za takšnimi boleznimi in da pravzaprav temu rečejo že kar jezerska bolezen. Torej, da malo povzamem, ker sem že pri koncu. V tej študiji smo potrdili povezavo med pomanjkanjem vode in psihološkimi motnjami. Zaradi pričakovanega povečanega števila ljudi, ki bodo v prihodnosti trpeli kritično pomanjkanje vode, predvsem v državah z nižjim BDP-jem, ki imajo žal nizke investicije v skrb za duševno zdravje, bi se lahko delež ljudi s psihološkimi motnjami v prihodnosti pomembno povečal. Za prepoznavanje ranljivih skupin in izboljšanje dostopa do storitev je pomembno tudi, da se prepozna poti, ki vodijo od pomanjkanja vode do psiholoških motenj. Primarno pa bi bilo treba pravzaprav nasloviti prvenstveni razlog, kar je degradacija okolja, in primerno ukrepati na ravni politike in razvojnih načrtov, ki povečujejo neenakost pri dostopu do vodnih virov in utrjujejo marginalizacijo in izključenost določenih socialnih skupin. Omenila sem že etnične in verske manjšine, so pa pomembno bolj prizadete tudi ženske, pač kadar se gre glede dostopa do vode. In posledično so zato tudi bolj ranljive za psihološke motnje. Se vam lepo zahvaljujem za pozornost. Upam, da ni bilo pretežko slediti oziroma da sem jasno, da je bilo dovolj jasno, zdaj pa sem vam na voljo za vprašanja.